Dobrodošli v Šokcastu. Moje ime je Petra Kalan in to je še vedno prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantne vsebine. Danes v moji družbi gosta, ki imam kar malo treme, kako jih bom krotila. Sta člana zasedbe Flirt, Rok Lunaček in Matjaž Ravnik. Lepo pozdravljena, kako tako? Ravnika. Še mensko enoto. Ravnika. Samo veš, da bomo veliko ti rečejo Ravnik. Ja. Ker ti je ravno. Mogoče bi si lahko spremenil primek. Ne, hecam se. Matjaž Ravnika. Ja, Ravnika. Tako, kako sta? Šokantno. Ne. V redu so, res smo se nasmejali, prele samo pol povedal še kaj več. Ja, sej, tukaj imamo celo tihožitje, pa mogoče, če kar začnemo, no. Jaz vedno prosim goste, da prinesejo s seboj neke take predmete, ki jih predstavljajo in moram reči, da danes sta pa res zanimive predmete prinesla. Ne, pa kaj drugače folk prinese drugače? Različno, no. Najbolj bizarna je bila po moje žara od psa. Če kdo me smem vprašati, da je to prinesel? Ne, celo mi. A žara od psa? Ja. Tega pa nisem Ampak presegnil. hrane še nismo imeli. Kaj šokantno, ker je pes ni mačka? Nisem ravno pričakoval. No, mi da tega nisem prinesla, ampak se pa lahko potrudim, da smo nič, kaj še pa vli neko vsebino. Ok, Matjaž, pričniva s tistim, kar vsak človek potrebuje, neke prehrambene navade. V našem primeru so to nezdrave, ker po koncertih ponovadi dobiš ali suhe čevape ali suho pico. Mi smo prinesla pa suho pico. Ja, to je del prehrane. Tako, Vsakega glasbenika po koncertu. Je pa tudi kaj zdravega, recimo ena oliva. No. Te ponovadi poje kak vegetarijanc. Kaj pa ne maraš, ne si rekel? Jaz jih ne maram, sem pa drugače dosti vegi, ampak ne jem pa oliv. Matjaž je pa prinesel še nekaj bolj iz njegovega srca. To je pa tudi iz predvsem zgodnega obdobja, s tem se tudi skoraj vsak band sreča pa poistoveti razlaževalnik. Glede na to, da se začnemo vadati v kakšnih takih vlažnih kleteh in zakloniščih, je to kar nujen del opreme, kot strune, tako da odtot razlaževalnik. Če nočeš tetanusa dobiti, imaš razlaževalne zraka. Zvezno opremo. Strune ne zaravijo. Ja, drugače ostalo je pa pač reklamni material, ki ga ne bomo zamenjali. Plošče, broške, pa voda, ki ste mi jo tako prijazno prinesli. V bistvu je to cela vaša zgodovina, ne, te plošče. Vse, kar ste ustvarjali. Ja, kar se tiče teh starih zapisov, kot je CD. Jaz smo tudi kasete, pa jih nisem... Veš, kasete bi lahko prinesel pismo, ne? LP še nismo izdali, prihaja pa 8. album, ki ga bomo izdali, tleh je 7, ne, studijskih. 8. album, ki ga pa zdaj delamo, bo pa že kar v LP obliki, ne bomo sploh CD-ja več delali, ker se ga nažalost ne da nikjer več poslušati. No. Čeprav imamo radi dojati CD, no. Še rajš imamo pa kaseto. Kaseta je veš, ko smo, to dosta mularije, kar rečeš, pa kaj je fora svinčnik, pa kaseta noben ne zna asociirati. Dejansko smo vlekli, pa smo potem limali skup, pa si snemil doma na radiju, pa si imel glasbeno željo, se spomniš? Ja. Pa si molil Boga, da tista zoprn špiker ni govoril med solažo od Aerosmithov, pa valjda je, ne? In pa si moral snemati še enkrat in tako. No, kaj si že vprašala? Ne, samo da sta opisala tole tihožitje tukaj. No. Danes, ko bo išel ta podcast, bo pa luč sveta ogledala tudi vaša nova pesem Ostani zavedno. Ja, kakšno je ozadje te pesmi? Ful ne radi razlagamo drugače v pesmih, spok pri nas, ki so relativno jasne, ne, se pravi, nekako mi smo skozi čas se spreminjali kot band, seveda. Vedno je ostala rdeča nit neka ljubezen in tudi danes si srčno upam trditi, da smo en tak zdrav band zdrave ljubezni. Jaz sem imel eno obdobje, to lahko tudi Matjaž potrdi, ki je z mano najdlje časa v tem bendu, da sem se v neki fazi svojega lajfa prav nekako sramoval, veš, ti skopriš neko fazo upornika, ne, in rečeš, zdaj pa namo ljubezni, ker ljubezen je pa taka banalna stvar. Ne, ni. Ljubezen je lahko banalna. Mislim, ljubezen ni banalna. Banalna je lahko romantika, neki čudni, kičasti odnosi. Ljubezen kot taka, pristna kot je ali pa ni, tako kot resnica, ne. Se pravi, obstaja seveda veliko enih variant, ampak če je. In ko smo to ugotovili nazaj, predvsem jaz, sem ugotovil, da sem vrgel stran kar nekaj let o razmišljanju o ničemer, ker bi lahko razmišljal o ljubezni. To je vse. Tako da smo zato mogoče ravno zdaj v najboljši formi, ker se imamo res fajn, pa res smo ponosni, da smo band ljubezni. Matjaž, ko sva se z Rokom dogovarjala za tale pogovor, Marija, je rekel, no pride pa tudi Matjaž, on je pa magister farmacije, da bo vsaj ti si doktor, doktor farmacije, da bo vsaj en pameten v tem. Pa se to nazivi nima veliko veze s pametjo. A ne? Ampak ti šlo. Mogoče pa že to bo stvar vztrajnosti mogoče. Povej, taka dva ekstrema, farmacija in rock and roll,
Je to flirt tvoj ventil za sproščanje? Je, sigurno je. In v bistvu vesel sem, da je muzika tak sicer zelo resen, ampak hobi pa ne poklic. Zato mogoče včasih lahko jemljem malo z rezervo, pa se ne obremenjujem zelo, zato imam to krat, ker mi je v bistvu preveč pomen, da bi jo zasovražil. Osnovna služba je pa nekaj drugega. Ne. Ti sovražiš, zdaj bomo nadaljevali. Pa te študenti prepoznajo, te kdaj žicajo za karte, za vin postopke. Kaj smo prvi študenti žicajo za karte? Občasno tudi, ne, ampak ni, v bistvu to je zanimivo, kako se staramo v vseh teh letih muzike, ker sem bil mlad asistent, sem imel na začetku, ne vem, sem imel študente, ki so bili 2-3 leta mlajši, na farmaciji predvsem so v glavne študentke in sem pa kakšna poročila dobil srčke, pa telefonske številke, pa tako, zdaj pa, če mi to reče, vi ste pa v flirtih igrate, in jaz si, moja mami vas sluša. Tako da, čez par let, ko pa babi je daj hard fenica, takrat se bom pa zamislil. Boste že za vnukinje pisali. Moram reči, ful smo veseli, da se navežem na ta leta. Zadnjič smo igrali krasen koncert, tudi naš Grega, ki tam ne posluša, je bil z nami in je ful dober, ker mi imamo publiko ta staro v narekovaju, so to še vedno ful mladi ljudje, ne? Ampak vejo, kaj bi radi v lifeu, spet so začeli ful žurati, predvsem imajo pa tudi že otroke, tako stare, da otroci zdaj hodijo na naše špile. Sicer nismo konkurenca z nekim Jožetom, ki ima že 3-4 generacije, mi imamo pač 2 ali pa mogoče 3, ampak ful je luštno, ker se otročki pa zadnjič je bila ena, Ela, ne, kaj je bila že zadnjič? Ela je bila v Cvetki, zadnjič je bila pa Lina, pozabil sem ime, 4 zložno. In je bila tam v prvi vrsti 4 leta imela. In potem je nam ena zavesa pomagala, tista protipožarna, ki so pozabili sklopiti, in pa smo imeli žurko od spredi. In je bila gostja in sem je gor povabil, pa njihov, pa boš zdaj kje zapela, ja. Ko včasih mi je narode, pa šla dol, ne. Tako da najlepše, ko jaz vidim otroka, pa da poje, ne, ker sta 4 leta, naša muzika je pa stara, ne, Roman Julija ima koliko? 22-23 let, obstajamo 27 let, Kojni je 25 let stara, ta punčka je pa 4 leta stara. In rečeš, koliko je muzika res časovni stroj, koliko je hrana, ne? A veš, in ravno zato je mogoče tudi Grega, naš PR-ovc, je tisti, ki nas je prepričal, dajte narediti ponovno na 20. obletnico Roman Julija, pa so se za glavo prisvojili, Grega, ne, to meni delati. Zakaj ne? Rekel, zato, ker je to dobro. In tako je imel prav, ne? Ampak v resnici česa te skrbi kot člana benda, zakaj bi neko stvar predelal? Zato, ker tudi na tisto originalno verzijo, ki je mogoče tehnično pomanjkljiva, ali pa smo bili, ne vem, nedorasli, so se na tisto pesem ljudje zaljubljali, doživljali neke lepe, slabe stvari. In doskrat lahko ljudje potem pokažejo s prstom, ne spreminjati moje zgodovine, ne, skozi to. To je moj spomin, ne? Moj spomin, ne se ga dotikati. Isto, veš, ko, ne vem, dobiš, ne vem, dunajski zrezek od svoje mame, ki je pač, to je D zrezek, ne. In potem priješ v neko gostilno ali pa komu na obisk, kjer je ta zrezek mogoče boljši, je boljš meso, boljš paniran, ni toliko zažgan, ampak mama je naredila točno tako, ne. Isto je, ne vem, recimo kumarčen zos, ne, ki je brezvezna hrana v resnici, ne, ampak ki ga ješ, te spomine, to je časovni stroj, isto je z muziko, ne. Veliko krat rečeš, da pesmi so večne, ne, mi bomo vsi odšli, glasba je večna. Končni fazi tole, kar se mi zdaj pogovarjamo, bo prah pa mah čez pa toliko let, ne, muzika bo pa v nekem čudni obliki, ne vem, kaj bo takrat, bodo frčali po luftu te signali, ampak veš, koliko je zanimivo pri glasbi, ti napišeš neko pesem, se tudi smešno, če parafraziraš dejansko, ti napišeš skladbo, ne, ko si mlad, ponavadi bendi pišejo o tem, kako ga je punca pustila in je konc sveta, nikoli več ne bom ljubil, in sploh ne. Ampak potem ta pesem rata hitne. Glej ga zlomka, ti zdaj to pred več tisoč glavo muziko, množico poješ, ne, in vsi vzklikajo, še, ti pa boli, ne. Tako da je to malo hecan, ampak hkrati je pa to neko tiš časa, ki se nikoli več ne bo ponovil, ne. Ti nikoli več ne boš tako trpel, nikoli ne boš potenciral tega, tako kot 17, kaj je vse krat 200. Ne? Koliko ste pa flirti pretrpeli teh ljubezenskih razočaranj, da so nastajale take? Težko ti, da mi imel velike težave na faksu, ne? Tako da ne bom povedal. No, mislim, jaz sem bil kar taka malo diva, zdaj, ko gledam za nazaj, bi si kar malo klifut dal. Jaz sem za vse, kar je bilo, pa sem jaz bil, veš, svina v odnosu, pa sem jaz punco pustil, ampak ne, ona je to mene prisila in potem sem iz tega potenciral, sem jaz žrtev in tako. Pač klasičen najstnik od 15 do 20 leta. Ne. Potem sem pa videl, da mogoče ni dobro biti čupak v življenju, ne, da je fajn biti tudi, da je fair, potem pa narediš kaj v življenju, pa se spremeniš. Ne. Hočem povedati po domač, pa mislim, da smo v bendu vsi kar srečno zaljubljeni, oziroma se imamo radi v familijah. Jaz sem pa 18 nehal komada pisati. Nekak najdem našel nekje. Jaz sem rabo, da imam do 23, ampak sem mislil, takrat sem že skoraj upal, sem rekel, pa kdo mene prenašal tazga, ker sem čudaka. Ne? In pa se najde en čudak, ki je prav čuden. Ne? Ali šel na nepopolno, popolnost in rečeš, ok,
A to je pol to, ok, to je pol to. To je to. Kako pa so se kaj oboževalke spreminjale skozi vsa ta leta? So zdaj, kot sta premenila, to so že mamice, ki pridejo z otroci. Mislim, Je bilo verjetno noro obdobje, ko ste so želi tudi mamice, ampak moramo eno stvar poudariti. Nam se je izredno publika pomladila. Ne? Se pravi, ogromno mularije imamo na koncertih, sploh teh bolj žurerskih špilih, ne toliko mogoče v kakih kulturnih domovih, kjer ravno recimo Cvetličarna, ko smo igrali, je bilo ogromno najstnikov oziroma teh 25 let starih, ki so mogoče rastli gor z našo muziko, pa nas sploh niso doživeli v živo, ker smo imeli eno kar dolgo obdobje, ko smo malo migali. No? Tako da absolutno, tista primarni fani, ki so z nami rasli, so zdaj ne vem, naših let ali pa mogoče mečke manjši od nas, ampak te vreščeče punce, ki so nekoč vreščale, ki so šle meni, priznam, na začetku mi je pasal, po 2 letih mi je šlo pa malo na živce, zato sem se tudi umaknil takrat iz benda, mi zdaj ful bolj ustreza ta klima, ker dejansko je muska in se imamo fajn, se je lepo, če je Matjaž Kiri všeč, nič nimamo proti temu, ne? Ampak v resnici imamo mi forajž, da Matjaž dobre klaviature igra in to je naš cilj. Ne, fino je, da ne gre v bistvu samo za nostalgijo, ne? Da imamo v bistvu cel spekter mlajše publike, ki v bistvu poje te čist nove komade, se pravi, ne samo tisto, kar je bilo prej, ne, to, kar se... Recimo Kometa je ena taka usodna pesem, ki se je zgodila predtem, ko leživa v končni fazi 22 na novo Rome in Julija, ki je vrnila, malo spomnila ljudi. Potem se je pa nek boom zgodil v zadnjem letu, ki nas dostikrat sprašujejo, pa kaj je vas to razneslo? Pa iskreno nimamo čistočnega odgovora. Seveda imamo izjemno dobro ekipo ljudi, ki dela z nami. Eno teh je Greg, eno teh je naš menedžer, eno teh je naša tehnična ekipa, fotograf. To je ogromno ljudi, ki so mogoče manj izpostavljeni, ne? In vsi rečejo, ta bend je izjemen. Ne rečem, bend mora dobro igrati, mora pisati dobre pesmi, mora se nasmejati, mora biti srečen, žalosten na odru. Vse to je res, ne? Ampak ni benda brez ekipe in predvsem ni benda brez publike. In publike ni, če te ljudje, ki delajo z nami in so del naše ekipe, to, kar smo mi člani benda, ne pripeljajo te muzike do njih. Potem je pa odvisno od glasbe in pa te kemije, ki se zgodi med publiko in pač bendom. Ampak Kometa, ko leživa, to so vse pesmi, ki nam res ful veliko pomenijo. In zdaj v bistvu ta mlada publika hoče te nove komade, ta stari so polni, to so pa te legendarni komadi, ne vem, Roman Julija, ko je ni tako. Ampak ful, res se imamo fajn. No? Fina kombinacija obojega. Mislim, jaz bi bil zelo razočaran, če bi pač nek tak muzejski eksponat, pa bi v bistvu staro slavo gonil. Tako da bi v bistvu všeč, sem v bistvu ponosen, da delamo muziko, ki je relevantna. Škaj, gledam skozi to lepico in skozi asociacijo, rečem, v bistvu parafraziram na nas, ne, da smo mi kaj ena pica, ki jo pogreješ, pa je ful boljša, kot tu na originalni, ampak ne moramo spredati potegati. Ne da se. Je flirt boljši, ko jih pogreješ. Ja, ne vem, kaj povem. Kdo je pol mikrovalovka, PR in management, to gre zgrdo zvenino. Zdaj pa mogoče, če mi poveste od Cvetličarne, to je pa bil en tak lep koncert, na spletu lahko gledamo posnetke. Kako ste doživljali ta koncert? Ste pričakovali take odzive, take emocije? Fino, v bistvu, to je bil tako v tistem letu verjetno največji koncert, ki smo ga delali. Kar neki priprav smo tudi, v bistvu smo 2 meseca bolj kar namensko samo za ta koncert delali in smo malo tako ga z strahom in veseljem pričakovali, ampak pol nekako je pa prišel tisti koncert, smo pa mislim, da zelo uživali, ne, vsi skupaj. Bila je razširjena ekipa, bilo je cel kup organizacije, dodatnih vaj, ogromno gostov je bilo, tako da je v bistvu organizacijsko bil kar zalogaj. Na koncu pa vse je tako poklopili boljš, kot smo upali. Kaj sem gledal zadnjič, ko smo bili pred Cvetki, kaj sem zadnjič opazil? Nekdo mi je poslal mi nečakinja, poslala ful lepo, ne, pa sem čisto poslušajno, nisem tega nikoli opazil, ko leživa ali pa prvo, ne vem, pa kjemu komadu je, da te, Kometa, prvi Kometa je bil, padla ti je una lučka, veš, za klaviature, da ti svet, ne, ti je dol padla in sem šele zdaj opazil, da ti je pol Rodi Ožbe, ti je prinesel, gor in ti je monteral in si ti njemu tako profesorsko, odlično. Prav tako res, bil si tako avtoriteta, kao, dor si to. Ne, drugače pa, da še jaz povem, jaz sem imel par teh lepih zlomov na koncertu, en je zabeležen zavedno, mi je bilo najprej neroden, ko sem gledal, jaz sem se res, dvakrat sem se res zjokal na koncertu. Nedolgo nazaj sem očeta zgubil in me to dotolkal, ker ga ni bilo, ker vem, da si je to vedno želel. Pa zakaj ne greste bolj nazaj? Pa dajte malo kaj nazaj resno delati, kad smo malo lenarili. Tega sem se spomnil, glih v tistem trenutku mi je ven njegov ta medaljonček skočil, pol sem vmes videl malo Matjaža Klemen, ki je naš basist, ki je največji introvert možen, se je tam režil, kapočen piskar, ne, se kot očitno je v redu, ne, če se on to križi, pa nekaj gruva. Bilo je res par izjemnih momentov in zdi se mi, da se nam dogaja točno to, kar sem si jaz želel. Da je vsak špil, dokaj Cvetka je pač večji koncert, pa si rečejo wow, ne. Ampak zdi se mi, da smo v eni fazi, kad čisto vsak špil, ko ga naredimo, od mehkega kluba do, ne vem, 300, 500, 2 ure ljudi,
se je začel dogajati, kot Bruce Springsteen vedno reče, pa sem tudi jaz vedno rekel, če rečem Bruce Springsteen bandu, za enega je to zadnji špil, za enega prvi, dajmo se tudi mi tega držati. In se mi zdi, da gremo vsakič gor na oder, kada je konc sveta. In a good way. In se pozna, se mi zdi, no? Tako nekako. Ja. Tudi reči, zadnjič smo požarno zaveso dol dobili in je bil to cel žur iz tega rata. Tako da, kar je narobe, je pravzaprav najbolj žur. Jaz ena od finih stvari pri muziki, se mi zdi, da saj toliko let ne moreš preferati, vse ljudje ne slišijo, zdaj pa običajen poslušalec ponavadi ne sliši neke tehnične perfekcije, pa tako, ampak v bistvu čuti neko energijo, ki pride z odra ali pa ne pride. In to lahko dvakrat enako odigraš, ampak če se ne razumeš, če nekaj ne čutiš pri tem, kaj izvajaš, pol se to hitro čuti na publiki. Si se ne da včasih definirati, zakaj, ampak je nekaj te premakne kot poslušalca ali te pa ne. In zato je pomembno. Očitno smo zdaj neki pravilen recept. Za katerega bi prosim, če nam pišete, kaj je ta recept, ker smo ga zelo izgubili, vidimo sila radi to ponovili. Recimo razlika je že to, če potegnem črto eno leto pred Svetečanom, mislim, da je kako leto pred tem smo festivalno dvorano razprodali, ki je tudi krasen plac, super. Ampak nekaj se je zgodilo v tem enem letu, mogoče je tudi ta kometa toliko razliko. Ne vem, iskreno ne vemo. Sigurno so pesmi tiste, ki dajo pečat bendu. Brez pesmi ni nič. Pesem je osnova, ampak če pa pesmi noben ne pripelje do ljudi, pa tudi ti nič ne pomaga. Rok, ti se profesionalno ukvarjaš z glasbo, neverjetno lahko vseeno malo bolj naslednji dan po koncertih podoživiš to. Kako pa je iti se štempljati in iti v službo, ker pričakuješ, da ti bodo ploskali z vsemi temi občutki. Kaj pa nekaj narobe v službi? Zakaj noben ne ploska? Mogoče so te občutki malenkost manj intenzivni po recimo enih 20 plus letih muzike. Jaz osebno ne čutim take potrebe po nekem zunanjem potrjevanju ali pa kakorkoli. Jaz tudi se enostavno iskreno uživam na odru pa po tem, kar se dogaja. Tako da srečamo tudi to, da glede na to, da smo razmeroma resen bend, da vse bolj v normalnih urah igramo, da ni več tistih koncertov do 4 po noč, pa pol vožnje proti jutru domov. Tako da, kar se tega tiče, je malo lažje naslednji dan v službo iti. Je pa glih v redu ravnotežje med tem, da tolikrat smo na odru, pa med te pač to dnevno rutino, ki jo vsi razen Roka, ki je edini v bistvu profesionalc v bendu imamo. Ja. Ta profesionalizem je včasih tudi kar prekletstvo. Si kdaj želiš, da bi delal od 8 do 4? Pa se sem delal. Bi se vrnil v te čase? Sem delal večjih služb, bil čisto uspešen, bil tudi lastnik ene firme, vse je tako, ampak bom rekel tako, zdaj si ne predstavljam. Izredno rad to počnem, ne pravim, da Matjaž, ki je manj rad to počnem, ampak mogoče je tle ta razlika, da jaz res sem včasih priznam, in to tudi band ve, pač jaz sem zelo naporen, ampak ima tudi svoje pluse, na srečo, niso samo minusi, upam. Pač jaz res težim in pač tudi, ko si nekaj zamislim, pač moram to speljati, sej pri tem nisem po mojem nesramen, ampak sem pa res mogoče naporen. Tudi seb sem naporen, po prvi vrsti najbolj seb, potem pa posledično tudi ostalim. Hvala Bogu, da sem tudi vam, da nisem sam seb, da delim to napornost, ampak delam to res iz ljubezni in verjamem, da mi noben na dolgi rok tega ne zamerno. Ne pravim, tudi kar za druge počnem, ampak največja ljubezen mojega življenja glasbenega je pač flirt. Kaj pa ti, če bi moral zbirati med službo in flirti? Kaj bi prevladalo? Meni je v bistvu ravno to mi je všeč, da se ne ukvarjam poklicno z glasbo, ker včasih zdaj ne vem, kako je Rokova izkušnja, mogoče malo drugačna, ampak videl sem, da veliko ljudi, ki se poklicno s tem ukvarja, mora potem avtomatično pristati na marsikere kompromise in tako, čim nekaj začneš delati čisto komercialno, pa se počutiš tako, da bi šel ne na oder, ampak v pisarno, del tega čara, vsaj zame zvodeni in mi je všeč, pa preveč imam rad muziko, da bi se mi zamerila na tak način. Zelo razumem ta koncept. Glih zaradi tega koncepta, ki ga imam enakega jaz v glavi kot Matjaž, kljub temu, da sem profi, je to razlika, da sem ravno zato jaz počel toliko različnih stvari. Se pravi, od zabavne glasbe do džeza, do popa, roka, pisal sem za popevke, se pravi, delal sem kantavtorsko z glasbo, pa so me dostikrat vprašali iz zabavne glasbe, pa zakaj pa delaš kantavtorsko muziko, neko poezijo, zakaj to pišeš? Čisto preprosto, zato ker lahko in ker to čutim, ker je to protivtež zabavni glasbi. Sklepam, da če bi delal samo eno skrajno resno formo,
bi mi pa manjkal ta oddih, mal heca oziroma mal te lahkotnosti. Tako da ravno s tem balansiram. Ne. Pri flirtu pa priznam, da je mal več krča, ker mi to toliko več pomeni. Ampak je pa to bolj lepo, ko se zgodi. Ne. Zdaj, kakšni so plani za letos, flirti? Imate koncertno turnejo, ne? Lepo se prodajajo karte. Ja, moram reči, da ob tej priliki hvala, ne vem, katero kamero gledam. Vsem ljudem, jaz vedno tudi na koncertu rečem, pa, da se nam heco res skrajno resno mislim, v današnjem času, ko je čas največje zlato vsakega posameznika, ki se je treba izbirati, zakaj bomo namenili tistih svojih 5 minut, v našem primeru tudi po 3 ure koncerta, ne, nam ni samo umevno, da ljudje plačajo karto, ki je včasih tudi dražja, ampak si vzamejo čas, pridejo ob 7 zvečer, ploskajo, se imajo fajn, so pripravljeni se imeti fajn. Ne. Nekdo je, ne vem, pride, zadnjič sem eno dekle opazoval na koncertu, ki je bilo vidno nekaj žalostno. Videl sem, da je nekaj tare. Pa na koncu se je sprostila, pa sem prišel do nje, pa se je rekel, ste fajn, tako. In sem videl, da očitno je prišla z neko skrbjo na koncert in na koncu je odšla dobre vole. In to je, kaj češ lepšega. No? Meni je to življenjsko poslanstvo, da če enega usrečaš, pa zdaj zelo to kot neka kaprica zveni, ampak dejansko mi smo isto, mi smo pač na odru, nismo pod odrom, ampak v bistvu smo čisto eno. Ne? In tako da hvala v tej priliki, drugače pa ja, da se vrnem na odgovor. Posod je polno, kamor pridemo, posod je ogromno ljubezni, veseli smo tega in dokler bomo uživali v tem, kot je Matjaž rekel, bomo to počeli. Ne? Zdaj, ko bomo pa stari takrat, ko bomo nehali, oziroma bomo še to počeli, pa ne vem, to pa ve gor. A bi lahko rekla, da ste člani zasedbe pravi prijatelji? Ste tudi tako v privatnem življenju družite, si zaupate, ste drug drugemu največja opora? Ja, drži. Fora je v tem, da vedno je v bendu tako, to sem zadnjič razmišljal, ker jih Matjaž le, vedno v bendu je ponovadi tako, saj v teh zasedbah, ko sem bil jaz, vedno se neki ne klani, vedno se vzpostavita po dva ponovadi, ki sta bolj s sabo povezana. Recimo, konkretno Matjaž, Klemen sta izrazito povezana, tudi mogoče podobno misleča, pa ne pravim, da jaz z Matjažem nisem prijatelj, mi smo vsi zelo frendi. Ampak vedno je ponovadi tako, ne vem, Štefan pa jaz imamo več stikov, recimo Matjaž, Klemen ima ta več. Domen je en tako mestni člen, se mi zdi, ki je povezal v bistvu obe skupini. Ne? On je bil povezujoči član med Štefanom, pa mislim, da so s Klemenom igrali. To pomeni, da je Klemen se nate navezal, vse se je prepletel, ker Klemen pa Štef sta iz Litije oziroma okolice, Matjaž, ti si Ljubljana, jaz sem Ljubljana, jaz živim sicer v Domžalah. Klemen, rojen Ljubljančan, se je pa prestelil recimo v Postojno. Tako da pravzaprav zdaj razen Matjaža in noben Ljubljančan, ne? Sem celo v Celju živel, ampak pravim, smo frendi in mogoče smo prijatelji rekel ravno zaradi tega, ker ne rabimo skozi vsako ceno skupaj viseti. Mi gremo res na koncert, kot je Matjaž rekel, pa te stvari, ki jih zdaj počnemo tudi s tabo, kar je vendarle del marketinga. Ne? Mi se ne znajdemo toliko pred to kamero, ker se znajdemo z inštrumenti v rokah, ampak nam je luštno, se pa ni nama težko se pred tabo pogovarjati, nama je strašno simpatično tako. Ne? Mislim, da sem povzel to. Ne? Ja, mislim, če z nekom preživiš toliko časa, ne, na odrih, na vajah, v studijih in tako se moš nekako dobro razumeti, drugače. Mislim, če se greš prijetno na živce, je to tisti pravi recept v moje. Da rečeš, mater, mi greš malo na jeter, ampak te imam vse rad. To je tista situacija, tudi če smo si kdaj naporni. No. Pa se kdaj skregate? Ja. Si zmečate stvari. Ja, ampak Matjaž je glede tega najbolj pragmatičen. On je tudi, kakaj ne štima, začne malo brundati, jaz sem, skozi, tako, kaj rekel že Klemen, Matjaž pragmatičen, jaz sem enka ali pa nula, ne. Štefan je pa tako, ni gor, ni dol, Klemen je tako malo nazaj, pa malo ciničen, Domen je tako simpatičen, ona da sta malo bolj cinična, ne. Ampak ne, se spičmo, pa je tiha Maša pa en pa se krega, pa če sem interglasen. To je kreativen proces, to je pač vedno dinamična stvar, kot pa kjerikoli drugi taki kreativni. Se pa nikoli ne skregamo na isti način, vedno je drugače. Zmeri malo osvežitve. Nikoli ne veš, kaj boš dobil. Prej si dejal za basista, da je pa introvert. Ne? Kako se nekdo tak znajde pa v show biznisu, da mora stopiti pred množico? A je to alter ego potem? Klemen je blazen garač. Recimo jaz, kar pa njemu zelo cenim, izredno inteligenten je, izredno originalen, pa izredno introvertiran, kar gre dosti skupaj. In pri njemu je tako, da on stvari popolnoma drugače procesira od mene in je tle fajn, da obstaja recimo nek Matjaž, ne, ki je spet čist drugačen v resnici. Pri meni je tako, da jaz, ko ratam naporen, pač pritiskam in jaz hočem razbiti v steno, kar pri introvertu ne moš doseči, on bo pa zidu še več malte bo gor na ruku. Ne. Ampak dejstvo, zadnjič smo imeli recimo tak resen dober pogovor v teh planih in tako, ko se pač pogovarjamo o teh stvarih. No, v bistvu mi je en tak, ne bom zdaj javno povedal, kaj mi je rekel, ampak en blazen kompliment mi je dal, ker moram reči, da jih nisem veliko v življenju dobil in sem bil ganjen. In to ti lahko pove samo en človek, ki je večino časa tiho, ki te opazuje, potem ti pa pove kar naenkrat eno stvar, ki res ne pričakuješ. In sem bil res ganjen in sem mu rekel, stari,
Kaj tako lepega mi pa že dolgo noben ni rekel. No. Tako da ga imam zelo, zelo rad. In on je mogoče včasih pozapom, jaz doskrat rečem, da se ti zavedaš, da si ti meni mogoče karakterno celo najbližji član. Ker sem tudi jaz, tista 2%, ki jih noben ne pozna, izrazito introvertiran. Tako da ti si pač samo razliko od mene, namesto 2% to klopo na 90%. Ampak v bistvu te štekam. Ne. Tako da, ja. Imajo njegove besede veliko večjo težo, ker izbira kdaj. Morda. Tako, kar me tudi bolj prizadene, če mi kaj reče tazga, ki je lahko po pravici ali pa po krivici. Ne? Ti pa velikokrat tudi omeniš, da niso blizu te intervjuji. Si se tega že navadil? Ne, jaz sem se izredno navadil. Tudi čisto vem, da funkcioniram, znam kaj povedati, tudi znam kaj napovedati vreme, ki je v horoskopu. Ampak v resnici se najbolj udobno počutim v zavetju tišine, nekje brez telefona, nekje, ker pač spregovori tisto, za kar so nas mame pravzaprav vzgajale, da je pač pomembno imeti se fajn v tistem trenutku, po možnosti s kako dobro knjigo, kako živaljo, ne v žarih, ampak pravi živaljo, pa s kakim prijateljem, ljubeznijo tvojega življenja in to je to. Kje pa ti iščeš svoj mir, svoje ravnovesje? En ta balans je sigurno tako, tista ožja družina, pa tako, to je sigurno fajn. Zdaj za ventili so pa predvsem v šport pa narava, smučanje, jadranje. Tudi v bistvu z glasbenimi kolegi gremo vsaj enkrat na leto, za kakšen teden na jadrnico pa na smučanje. Tako ti si fašamo neke čudne fotke, tako da ne si jih nekaj pošiljati, ko se neko nekaj pošilja te čudne fotke. Takrat nastane kakšna glasbena stvaritev, je kakšen navdih. Pa tudi občasno. Da se zaspomnim Krka. Ne bomo. No, kar povej. Ne. Imamo zelo radi. To je bil najlepših momentov, mojih glasbenih momentov, ampak ne, to ostane, ti bomo pa povedali. Ne, to je nekak znak, da tega še nismo naveličali, ker se privat dobivamo, damo kakšne kitare ven, pa ukulele. Kar pa ne moramo reči sosede. Se ne strinjajo. Tako da, in recimo tak podoben občutek je včasih v kakšnih manjših klubih, ki recimo ima tudi svoj čar, niso zdaj samo velike dvorane, pa včasih, ki je nek majhen klub za 50-100 ljudi, imaš občutek, da je v tabornem ognju, da je v bistvu vsakmu posebej igraš in tudi ljudje včasih kontra, ne imaš občutek, da samo men poje, ne. In tako da ti smo pa tudi svoj čar, ne? In je bolj podoben temu, kar tudi privat počnemo. Ne? Ja, ravno zdaj recimo konkretno, ne, recimo igramo, ne vem, tako kako je zanimivo, ko so različni koncerti. Aprila smo recimo v Domžalah, v enem jazz klubu, Blue Note, ki je pa tako res na 4 oči. Zagramo po Ljubljani, ne bo recimo konc marca, ki bomo prvič na Okomatu odigrali. In je pa zanimivo, pa spet je pa mečkano bolj glam, ljudje pridejo mogoče z nekimi pričakovanji, da se bodo imeli bolj fino, ampak ni, ne, na koncu vsa ta publika, vsi pojejo in, a veš, Švic pa pot sta posod enaka, ne. To pomeni, pa petje je posod enako, ne, se pravi, to je pa bistvo, ne. Kje pa je lepše igrati? Pred majhno množico, ki je res energična, ali je vseeno tako malo tekmovanje med glasbeniki, kdo bo večje dvorane napolnil? Jaz mislim, da to, ko si mlad, to gledaš. Jaz mislim, da zdaj, ko smo starejši več kot 18, sem zelo lepo rekel, je tako, da meni je res samo važno, da se imam fajn. Mislim, vsak ima svoj čar. Mislim, tista masa ima neko potencijala, to neko prepotentnost rock'n'rolla, je tako malo. Ampak tam se vendarle skrivaš za reflektorji, pa za nekim boljšim soundom, je tisti moment rock je gor, pa je mal ego trip, ampak je to ta dober ego trip, če ne greš čez mejo. Ta intima, kot je Matjaž rekel, je pa res na 4 oči, tam pa ni fejka, nekih reflektorjev, tam te ljudje vidijo, če se ti zjokaš, se res zjokaš, ne? Če se ne počutiš lagodno, pa kakšne skladbi bodo opazili, kar ima pa tudi svoj čar. Boje to super, jaz verjetno bi se naveličal ene in druge forme. Včasih je za 5 ljudi težje igrati, kot za 5000, recimo. Se strinjam, ja, čeprav jaz sem recimo izredno velik, ti nisi nek tremaš, ne? Prvečih res pomeniš, da je močen. A pri cvetkih sem imel tremo pa profesionalno? Ne, pa to je nekaj v bistvu, tako javno nastopanje, nekaj, če se tudi poručiš, ne? Seveda, recimo, ko sem pa začenjal, sem imel pa tudi seveda. Ti si imel tremo, ko se te ne predstavljam. Sem bil star, ne, z 17-18 let, že smo imeli. Ker jaz moram reči, že imam hujšo tremo, kot sem imel in tudi v bistvu je včasih tako malo preveč treme, to se zavedam. Ampak nimaš kaj, ne vem, zakaj je to. Ker je večja odgovornost mogoče. Ne vem, nisem čist tega razšljenil, sem bil tudi neki pogovore, razne psihologije pa te scene, ampak mislim, da je to v osnovi globoko izvira iz te neke nesuverenosti, da nisi dovolj dober, verjetno, pa se bojiš neuspeha, verjetno ti je pa to zato, ker ti to fejs pomembno. Da bo vse v redu, ne.
Se pa, ko sem se vsi gori, vse ok. Imam malo zdrave treme, mora biti. Ja, pri meni zdrava trema, pri meni je res če močna. nič pomeni, da ti je vse. Ne? Ja, Da, meni res ni vse. Kaj imam hudo temo. Zdaj je zelo popularno, ne, da se mogoče za poroke, za presenečenja, za rojstne dneve najema pevce, bende, tudi vas kaj vabijo Ja, najema? mene je občasno, ko grem parkrat na leto to odbrenkat sam s kitaro, ampak to so bolj take redke priložnosti. Ampak moram reči, da je simpatično. Smo leta in leta nazaj, se še z Matjažem, mislim, da smo ene dve tako odbrenkali. So bile ene zelo zanimive, zelo drugačen pristop, no, ampak v osnovi je še vedno javni nastop, tist, kar je cilj. Zdaj, glede na to, kako romantične pesmi imate, so pa verjetno med mladoporočenci popularne. Veliko krat, ja, sploh ne vem, te zadnje, ko leživa kometa, recimo en komat, ki se imenuje Punca v belem, ki sploh nikoli ni bil single. Pa moram reči, da nas je zdaj zelo presenetilo, ker smo pač, kot si omenila, vsak mesec smo dali en izsek iz Svetličarne na YouTube in je ta Punca v belem jo kar raznesla, ne vem, 115,000 ogledov, kar je normalno za neke regularne single, ne pa za neke live posnetke, ki niti niso singli. Ne. Tako da očitno so jo ljudje zagrabili zaradi neke, ne vem, sporočilnosti, zaradi nekega utripa, ki se je takrat zgodil. Tam je bil res lušten moment. No. Tam smo res, vse, kar se je zgodil tisti večer v Cvetki, moram reči, da je neponovljivo. Ne moš tega planirati. No. A bomo lahko kje videli v Kosu ta koncert se snema? Ne boste mogli videti v Kosu, zato ker smo snemali načrtno samo, mislim, da 7-8 skladb. Bomo pa snemali en večji koncert, ki pa o tem, ko bo čas, no, tisto bo pa malo večja zadeva. Ampak dajmo ne preskakovati časa. Tako da, ja. Lahko še kakšno besedo rečemo o videospotu, ki je, oziroma bo išel danes, ne? Ja, Ko bo išel ta podcast. Ta videospot smo snemali najdalj od vseh videospotov. Človek bi pomislil, da to radi počnemo, ne. Samo zelo smo se potrudili, snemali smo ga 4 dni. In sicer v Izoli, večinoma nekje v obali. To, kar boste videli, to, ko mi igramo kot neke bendovske kadre, sploh ne bomo povedali, ker smo snemali, ker je tako specifičen plec, ljudje bodo mislili, da smo šli na Luno, ne vem, da smo ga posneli, da bi ga in Excessi ali pa Duran posneli, meni se ful fajn zdi, ker nisem vedel, da lahko mi kot bend sploh zgledamo tako ok. Sem vedno imamo nekako do sebe, dajmo tis posnet naš, tis playback, glih tok, da smo notu, da se obraze vidi, ampak je zgodba čist nekje druge. To, kar smo imeli, pa je Plesavca, Mizarja, ki izdeluje. No, sej, ne si pač pogledajo, ko ima to stani zavedno, pa ne si stvarijo svoj vtis. Ja, v bistvu si ga lahko že ogledajo, zdaj, ko bo ta pogovor predvajan. Ja, nič fanta, mi smo počasi prišli do konca tega našega pogovora. Jaz za konec vedno pripravim za moje goste 3 take časopisne naslove, s katerimi jaz tako malo pogledamo prihodnost, pa pokomentiramo, če je možno, da bomo to kdaj brali v mojih gostih. To je čist moja domišljija, vi dva poveste, če je možno, da bomo to kdaj prebrali. Okay. Zdaj prvi je tak. Skupina Flirt končno doživela kulinarično razvajanje za oderju in ne plesni v studio. So to vaše želje? Absolutno, to je na spisku. Mogoče celo bolj kot uspešen album. Ja, v resnici, da se ne bo sam hecala. Tole, kot sem Grega to razumel, upam, da bomo kmalu zrihtali. Tako da tega ne bo, oziroma že zdaj ni. Pic, tako rekoč več ne dobivamo v backstage, ponavadi jemo v gostilnah, pomeni, da si izbereš, kar rad ješ. Vmes so sicer tudi pice, ker vendarle člani benda so zelo mladi, mi z Matjažem. Nekaj na pice ne vadaš. Ja, gotovo, ne. Tako da na to sva ti odgovorila, tako da ja, načeloma to že velja. Evo, ta naslov se že bere. Ok, potem naslednji. Flirt z glasbenim sodelovanjem presenetili oboževalce. A planirate kakšne? Zdaj so zelo zanimiva ta sodelovanja med bendi, pa potem so to veliki hiti. Imate vi kaj v planu? Imamo zelo veliko nas cukajo za rokav, da bi imeli neke duete. Pa smo rekli, ok, zakaj pa ne, ko bo prava pesem, pač se bo to zgodilo. V preteklosti smo imeli duete z Orleki, s Tinkaro Kovač, Jure Longi, ki se je povabil, kaj smo še imeli. Janez Mazek Žan, pokojni, legendarni pevec, ti smo ful ponosni. Ampak se je morala pesem zgoditi. Je pa zanimivo, da vse te pesmi so pravzaprav bile zelo nekomercialne. So bile pravzaprav več ali manj družbeno kritične. Je kakšen izvajalec, mogoče tudi tuj, ki bi pa vi res si želeli, da bi vas kontaktiral? A to je pa zdaj to, kaj če bi bilo? Ja, kaj če bi bilo vse možno? Ja, sanjamo, ok, Rok zbudce v šole. Jaz bom z veseljem povedal. Enega sem nažalost zgubil, ker jaz sem zelo velik fan Đorđa Balaševića. Pač to se je tako ne bi zgodilo, če bi bil živ, ampak zakaj pa ne bi to v mojih sanjah bilo možno? Drugače pa od teh tujih, bom rekel, velikih zvezdnikov, pa seveda Bruce Springsteen. Kaj pa David mogoče?
Če bi poklical, da bi ti srce zaigralo. Ne vem, marsikdo. Po mojem je stvar tudi pesmi. Ne? Če je določena pesmi za določenega, recimo, izvajalca bila primerna. Ne? Lahko imaš še tako dobrega izvajalca, če je neka pesem, kjer ni kompatibilna z oboje, kjer ni kemije. Tudi pri kakšnih izvajalcih svetovnega formata včasih so kakšna sodelovanja, ki so flop, ki ne funkcionira. Ne? Skratka, pesem. Ne bi se uleval s tem. Po domačih hotelih, če bi Jennifer Lopez poklicala, bi bili vsi zelo veseli, bi se radi z njo pogovarjali, ampak malo pa ne bi z njo naredili. No in še zadnji naslov. To je bila najbolj bizarna stvar, ki se je flirtovcem zgodila med nastopom. Zdaj veliko koncertov je za vami. Mogoče, če vidva meni razkrijete. To bi morala ti en cel podcast narediti. Res? Je toliko tega? Koliko se nismo o tem začetku pogovarjali, ker to je najbolj. Pa mogoče top 3, no. Top 3. Glih zadnjič sem fantom razlagal, takrat oni tega niso doživeli. Jaz sem bil star, mislim, da sem bil star 19, glih kako leto, 2 smo bili popularni, ali pa 20. In je bilo fora v tem, da je bila, pa sem naknadno zvedel, ena fenica ful v mene zaljubljena in je imela pa fanta, ki je prišel in je bil, ne vem, ljubosumen zgledat, nekje na Primorskem je bilo, in nas je ta fant zaklenil v backstage. In mi smo bi morali že na stage in nismo mogli čez tista neka ogromna lesena vrata in pa smo odprli šajbo, ki je imela pa une kovinske, neke zarevele rešetke in smo tisto morali zvit, ker so bile res uničene že in smo lezali pol okrožni med folkom, da smo prišli na stage. Ampak ta je taka smešna, ne? Recimo, zgodilo se je pa že vse sorte, padanje z odra, umarja, ki grde obstajajo, te, ki se niso za veter. Ne vem, to recimo, da so nas hoteli pretepst, spet nekaj ljubosumje, pa smo pol bili zaklenjeni v svoj kombi, v IMV rdeč, nekaj smo ga imeli od gasilcev, pa so nam pol šajbe razbili, ne vem, da smo se zastrupili s čevapi, ena je bila ful dobra. A spet ti takrat zraven že, ko smo bili gor, severna Primorska, ko smo se zastrupili s čevapi. Ne, to je bila najdaljša pot, po moje, tako smo se vozili na 7 ur domov, z razlogom seveda. Si predstavljal? Ja, tako, vse so, imajo več kakšne zgodbe. Letos se v eni dvorani vklopil požar na Varnem. To smo prvi koncert letos je bil. Požarni, jaz prijem gor, kometa začnemo dan, in skozi zavesa požarna dol, odro publiko začne spuščati. Ja, jaz sem rekel, ful dobro, rekel je kauno, veš, ko pri predstavi se bo verjetno pol zime nazaj, pa se ni, ne, tako da pol je bila pa žurka. Ja, pa sem prebrala en članek, da si pa na majskih igrah pa kljub bolečini pa... Tis pa ni bilo smešen. To ni bilo smešno. Ti si bilo tako, da dejansko, pač meni sem imel protruzijo disk mi je ven vruknil, ne, in je bilo, ti se pač si nepokreten, ti si tako boli, oni, ko so doživeli vejo, ne, smo tako ka hernija, ti si ono, bjokaš, ne, in pol je so na kvardit, ne, in ponovno, ja, klinc, ne, čez en teden, če ti naš prišel na oder, bo dejansko tako, po enem tednu bo folk pozabil, da smo ti dejansko razloga, zakaj ni šel gor, ker te lahko prereže, ti si nepokreten. Čez en teden pa folk rekel, ja, če pa čez en mesec, flirt pač niso prišli in bo pač bed. In jaz sem pol nekako sem nažrl tablet šel in ta kiropraktik in fizioterapeut in zdravnik so mi si rekli, a si ti nor, ne, ti se lahko dejansko trajno poškoduješ in jaz sem, ja, se ne bom šel, pa sem bala šel. In pa sem zbergal gor v letu, pa me je folk strani, se spomniš, ko so me gledali, še moja boljša polovica, ko gledala, je rekla tako, ti si neumen, jaz ne bom, da itak se je skregala šla stran. Band me je čuden gledal, pa sem še bergla do stran, smo skakali, pa je bilo pa konc, pa je bila pa žurka. Ja. Pa okrevali. Pa je bila pa žurka. Ampak verjetno protibolečinske tablete so pa le v igri. Tako je. Takrat pica ni pomagala, pa je zdržala zraka. Jaz upam, da bo čim manj takih koncertov in čim več lepih, polnih emocij. Želim vam čudovito leto. Hvala. Pa upam, da... Hvala. Če se imamo pa mi na par vprašanj za tebe. Pa naslednja, zdaj nam je pa čas potekal. Rada bi pomahala vsem, pa seveda, kako se spodob pozdravljava vse, ki nas poznajo. Lepo. Sreča. To je bil Šokcast, hvala, da ste bili z nami. Zdaj pa pica, ne? Ja, tako, ok. Čakaj, ampak to pa lahko vse postavimo pico, ne? Izvoli, zareži, oziroma Evo, sem obljubila. Evo, Matjaž. Bom jaz tega le z olivo, da... Ja, da se ne bo okužilo, ne? Da čutimo trip Italije.